so tisti, ki Božjo besedo poslušajo in jo uresničujejo. Takšno je Jezusovo razumevanje družine. Družine, ki je veliko večja od tiste, v kateri se pride na svet. To je prva opazka papeža Frančiška glede današnjega evangeljskega odlomka iz Lukovega evangelija, v katerem ravno Gospod imenuje mati, brate in družina, tiste, ki ga med pridigo obkrožajo in poslušajo. Iz tega lahko pomislimo na pojem domačnosti z Bogom in Jezusom, ker je nekaj več, kot le biti učenci in prijatelji, saj ni formalno privzgojena ali diplomatska drža. Kaj pomeni ta beseda, ki so jo duhovni očetje v cerkvi tako zelo uporabljali in nas učili? Significa primo entrare nella casa di Gesù. Predvsem pomeni vstopiti v Jezusov dom, vstopiti v to ozračje, živeti to ozračje, ki je v Jezusovem domu, tam živeti, zreti, biti tam svobodni. Otroci so namreč svobodni, tisti, ki prebivajo v Gospodovi hiši, so svobodni, tisti, ki so domači z njim, so svobodni. Drugi pa, če uporabim besedo Svetega pisma, so otroci sužnje. Če tako rečemo, so kristjani, a se ne upajo približati, ne želijo imeti te domačnosti z Gospodom. Vedno je neka oddaljenost, ki jih ločuje od Gospoda. Domačnost z Jezusom, kakor to učijo veliki svetniki, pa pomeni tudi biti z njim, gledati ga, poslušati njegovo besedo, rasti v udejanjenju, pogovarjati se z njim. Quella preghiera che si fa anche di strada, che nei momenti, ma Signore, cosa pensi? Questa è la familiarità. Molitev, v kateri smo lahko tudi med potjo. Gospod, kaj pa ti misliš? To je namreč domačnost. Svetniki so jo imeli. Zelo lepo je, kar pravi sveta Terezija, da je našla Gospoda povsod. Z Gospodom je bila povsod domača, tudi med lonci v kuhinji. Domačnost z Gospodom.